Dragi Ivan Špilić, srčno dobrodošel. Bog je dober večer vsem skupaj in najprej bi se rad zahvalil. Zahvalil za vse vaše molitve v imenu celotne ekipe, ki je pripravljala tale seminar, zato ker je tak odziv, ker je tako močno delovanje duha. Rad bi se pa zahvalil tudi v svojem imenu za vsem tistim, ki ste me poznali, ki me poznate in ki ste letos še posebej molili zame. Dobre 3 mesece je, ker sem bil na tem med biti in ne biti, pa je rekel Bog, ne boš tukaj, boš še kar mora nekaj časa ostati. In potem so bili 3 tedni v bolnici, 3 tedni v zdravilišču in po kapi, ki sem imel, subarachnoidna krvavitev, možganska obširna, sem kar pri sebi, malo res pa je, da dan, 2 sem pa zelo težko nagrado. Kome je glava funkcionirala. Vsekakor, hvala za te molitve. Smo na seminarju, končuje se pravzaprav zdaj le počasi, in na tem seminarju, ki traja več tednov, 8 tednov, so se pojavile nove vezi. Vezi, vaše vezi z Bogom, vaše medsebojne vezi. In to je nekaj silno pomembnega. Kajti Sveti Duh vedno povezuje. Sveti Duh je tisti, je vez edinosti, vez ljubezni. In ta ves čas prihaja v naše življenje, od našega krsta naprej in tudi zdaj se izkazuje in deluje. In ta povezanost želimo, da bi ostala. Veliko ste vložili v ta seminar, prihajali ste redno na ta srečanja. Vsak dan ste potem še sami prebirali Božjo besedo, študirali, molili. In potem je prišel trenutek Abi Vinkošti, za nekatere šele danes. Vinkošti so pomemben trenutek v življenju cerkve. In prav je, da se ozremo na ta dogodek, kajti Vinkošti so vsako leto, da se ozremo tudi na ta letošnji dogodek kot nekaj posebnega. To ni bilo najbrž na datum Vinkošti, ampak zgodilo se je. Vinkošti dogodek se vedno znova v cerkvi ponavlja, sicer cerkev ne bi živela. In kot so apostoli z Marijo in drugimi učenci, ženami, doživeli Vinkošti vsak malo na svoj način, tako tudi vi. In s temi novimi Vinkoštmi zdaj vi živite naprej. Ali se boste zdaj oddahnili po tem velikem naporu, ali ga boste tekli še naprej. 2 nevarnosti se kažeta pri takem pomembnem dogodku. Eno je, da se ne ustavite. Predstavljate si ljubljanske maratonce, ki so nedeljo tekli. Kaj bi se zgodilo, če se maratonec ne bi na cilju ustavil? Vse bi še nekaj časa, ljubci, pakilnici bi še zdržali, še nekaj 100 km pretekli, ampak potem bi pa slej prej pali skupaj. Kaj pa, če se nekdo ustavi in usede in se zasedi? Spet ni v redu. Potem pa bodo njegove mišice oslavile, moje izpustilo 3 tedne v bolnici, vse še vas odviš, da je 3 tedne v bolnici. Kakšne so mišice po 3 tednih ležanja, ko nisem smel nekaj niti vstati? So oslavile so, nič jih ni bilo več. 3 tedne sem rabil potem za zdravilišče, da so se malo krepile. Torej, nevarno je samo laufati, nevarno je zasedeti se. In zdaj najtežja naloga, ki je pred vami, pa je najti pravi tempo.
pravi tempo življenja v duhu. Da ne pretiravate, dan seminar se ne more odvijati še naprej, bodo pregoreli voditelji. Pa vi tudi. Usest, pa reči, fertik, zdaj pa konc, končali smo, dobili smo, kar smo dobili, to pa tudi ne bo šlo. Poiskati je treba pravo mero. In spet tukaj smo zelo različni. Koliko je tista prava mera, ve Bog, mi jo pa iščemo. Zato ne smemo predpisovati drugim. Ne smemo se pohujševati, če kdo hodi hitreje kot mi, ali pa če kdo sedi malo več kot mi. Poglejmo pa dobro Gospoda in se naučimo iz tega pravega koraka, zložnega, zmernega, vzdržnega tempa, da bomo vzdržali. Medeni tedni so tedni, niso meseci. In tole dogajanje topline, veličanstva, močano, ampak kaj bo pa ostalo? V medenih tednov marsikaj ostane. Spomini, fotografije, pa še kaj več. Kaj se je zdaj tukaj spočelo med vami novega življenja? Vsako srečanje z Bogom, vsak vdor Svetega Duha v naše življenje nam prinese neko novo potezo na obraz, nam prinese v naše življenje neko novo moč, nek novi dar, ki ga je treba odkriti. Poglejte se v zrcalo Jezusa Kristusa. On je zrcalo. Poglejte se v Marino zrcalo. Poglejte se, kaj se je spremenilo v vašem življenju, gledanju, razumevanju, hotenju. Prepoznavajte svoje darove. Zase, svoje lastne in svojega brata in sestre. To je silno pomembno, da prepoznamo tisto spremembo, ki se je zgodila. To spreobrnenje, ta novost, ki je prišla, vstopila v vaše življenje. Ko sem študiral, v času študija v tujini, smo molili breviar v enem od tujih jezikov, ki sem ga zasilo že razumel. In so ponavljali tiste pesmi, ki so malo drugačne od slovenskem breviarju, ampak pri neki pesmi je pa meni po ne vem koliko časa, ne pa to po enem letu, po 2 letih, ampak se pa po precejšnjem času mi naenkrat prišlo do spoznanja, kaj pa jaz to molim, kaj pa jaz tukaj izgovarjam. Je prišlo dejansko do nekaj takega daru, izlitja Svetega Duha, veliko skoraj. In sem se prestrašil tiste molitve. Kako zahtevno je, kako veliko prosimo, ko tisto molimo. In sicer veste, kaj je bilo v tisti pesmi? In eyes that see me, Christ ever be. Po naše, v očih, ki me vidijo, naj bo vedno Kristus. Veste, kaj to pomeni? V očih, ki vidijo mene, ki gledajo mene, naj bo Kristus. Ko ljudje mene gledajo, morajo prepoznati in videti Kristusa. In to je tisti največji sad izlitja Svetega Duha. Sveti Duh, moči Svetega Duha je Marija spočela in rodila Božjega Sina. In Sveti Duh, ki je prišel v nas s svojimi darovi, iz nas dela takšne ljudi, da drugi lahko v nas vidijo Kristusa. Ne, da sem jaz šel, da bi šel jaz na občino pa prosil za zamenjavo posebne izkaznice, da bi bo prosil na mesto Mila Špelič, mi napišite Jezus Kristus. Tiste veste, kam pošljajo. Ampak zavedamo se, da je to poslanstvo kristjana, da se priliči Kristusu, da ljudje v njem prepoznajo Kristusovo besedo, njegovo ravnanje, njegovo ljubezen.
da ljubimo s Kristusovim srcem, da razmišljamo s ljubavim umom in da se preprosto z njim poistimo. Kdaj se je to začelo? S krstom, ko smo bili vključeni v njegovo skrivnostno telo cerkev in kako se to dogaja z Evharistijo, ko uživamo Kristusa, ko postaje Evharistija naša vsakdanja hrana, skoraj vsakodnevna, ampak to nas spreminja v nekaj novega. Poglejmo se torej ta ogledala in vabljeni smo, da premislimo, kakšen bo naš jutrišnji dan s Kristusom v Kristusu, ko bomo po njem darovali. In zdaj, ko smo navdušeni, zdaj, ko doživljamo to Božjo bližino in darove Svetega Duha, si mislimo, to bo zmeraj trajalo. Jaz nikoli ne bom izgubil tega čudovitega občutja. In da, ampak pogledajte, kaj pa se zgodi, če jaz tega Svetega Duha naenkrat ne čutim več, če ne prepoznam več Kristusovih potez, niti na bratu, niti na sebi. Celo idealni pari iz najlepših medenih tednov se včasih ločijo. In celo tisti, ki smo imeli zares svete in dobre duhovnike, lahko izgubijo vero, odidejo in zapustijo. Ne govorim tega, da bi kogarkoli obtoževal, ne bomo nikogar obtoževali. Zakaj se to zgodi? Skrivnost je to. In tisto, kar želim zdaj vam položiti na srce, je malo strahu, da se to ne bi zgodilo nikomor izmed nas. In joj, kaj pa lahko naredimo, da se kaj takega ne zgodi? Da ohranimo v sebi to moč, ki nam je bila dana. Opozarjam vas pred enim zelo, zelo nevarnim stavkom. Meni se kaj takega ne more zgoditi. Starejši se spomnite mogoče Mile Kačičeve iz filma To so gadje, ki je rekla, da se nekaj takega, da bi jim mleko skibilo, ne more zgoditi, ker ugotovi, da je prav nje se to zgodilo. Meni se kaj takega ne more zgoditi. Ne, to je nevaren stavek. Otresimo se ga in raje s tistim zdravim strahom ustrajajmo in poiščimo varno okolje, kjer se to ne bo zgodilo, to pa je občestvo. Če se imam na koga nasloniti, bom težje padel. Če bom padel, bomo padli vsi. In bo to bolj na mehko prišlo, kot pa če bi sam padel. Torej, poiščimo si občestvo nekoga, ob katerem bom lahko živel svoje darove, v katerem bom jaz prepoznal Kristusovo obličje in ki bo tudi v meni prepoznal Kristusa. Ne zato, da bi se hvalili, ampak zato, da lahko ustrajamo. Nihče se ne bo sam odrešil, vedno bomo odrešeni, če bomo v občestvu. Cerkev je občestvo svetih. Ne tistih, ki bi se razglašali za svetnike, ampak tistih, ki rastemo v svetosti. Zato poiščite občestvo. Najprej tisto domače občestvo, če je to nemogoče, družinsko občestvo verujočih. Ponekod pa družinskega občestva verujočih preprosto ni. Nekateri nimajo te sreče, tega blagoslova, zato morajo poiskati to občestvo malo naprej. Sosedski, v župniki, v skupini, molitveni skupini. Dobili ste verjetno že seznam molitvenih skupin in mislim, da se nekaj slišal, da bi tudi ta lagodnejši, lažji tempo srečevanja tej cerkvi lahko še trajal. Ne vsak teden, ampak morda vsak mesec, 2 meseca. Boste videli, kaj se bo dogajalo. Spremljate. Predvsem je pomembno, da v tem občestvu, da ste pozorni na prepoznavanje darov, ki ste jih prejeli. Ne vidi se vsega takoj in ne vseh darov naenkrat. To, kar smo doživeli pri Birmi,
se aktivira leta kasneje. To, kar se je zgodilo v teh tednih na seminarju, se bo lahko opazilo šele čez mesece, čez eno leto ali pa dan zvečer. Pustite Gospodu, da vam odpira oči, samo sami hrepenite potem in imejte odprte oči za druge, da na drugih opazite, kaj je zdaj novega v življenju brata in sestre, potem pa je naslednji korak, ko opazite, da te darove preprosto uporabljate. Kajti dobili ste karizme. Karizma po definiciji, piše v katekizmu, je, kaj že, je dar Svetega Duha, ki ga človek prejme za občestvo, za brate in sestre, za druge. Včasih je malega še zase, ampak to je tako za povrh. Karizme so v za druge. Nadalje, z darovi se ne sme izzivati. Darovi niso podarjeni za izzivanje, da bi človek izzival. Izzival pa rekel, meni se zdi, da pa imam jaz dar vrvohodstva in bi začel hoditi po vrvi. Dobro, dokler to testira 5 cm nad zemljo, je še vse v redu. Ne poskušajte tega več kot 5 cm nad tlemi. Ker ni gotovo, da imate res dar vrvohodstva, ker vprašanje, ali to res lahko tudi dar se. Tudi to je lahko dar Svetega Duha, ampak ni nujno. Ne izzivajte z darovi in ne preskušajte. In predvsem ne hvalite se s svojimi darovi. Ponižno jih sprejemajte s strahom, trepetom in hvaležnostjo. In pa ne skrivajte svojih darov. To je pa drug greh, da ne skrivate svojih darov. Predvsem pa se zavedajte, da ste dobili te darove v letu 2022 v posebnem času Cerkve. Cerkev živi vedno svoj posebni čas. Nikoli ni Cerkev ponovitev filma izpred 5 let. Cerkev se ne ponavlja. Cerkev vedno raste ali pa upada. Cerkev vedno se giblje, nikoli ne stoji pri miru. In vi ste dar za sedanji čas Cerkve, ki je drugačen, kot je bil pred 10 leti. Drugačen kot pred, koliko zdaj že, 25 leti, ko sem prvič prišel malo bliže prenovi in začel počasi tako malo roke previdno dvigati, da ne bi previsoko dvignil, pa potiho ploskati, da ne bi se preveč slišalo. Takrat je Cerkev drugačna, kot je danes. In čez 25 let bo drugačna, zaradi vas danes tukaj. In to je en velik dar, ki ga lahko dobite nekateri, da uvidite, v kakšnem času živi Cerkev. Da prepoznavate tisto, kar je že Koncil rekel, znamenja časov. In da se nanje odzivate. Kajti danes je Cerkev drugačna. In jutri bo spet drugačna. In Gospod nas tukaj uporablja za to, da gradi to Cerkev. Zato nas obdarja s svojimi darovi. To je čas pričevalcev. Včasih je bil morda čas pokornih poslušalcev. Včasih je bil čas velikih zidarjev, ki so zgradili ogromne cerkve. Včasih je mogoče čas velikih teologov, ki so odkrivali, brskali po Svetem pismu in po zakladih cerkve. Danes pa je čas pričevalcev, ki vse to, kar je narejeno, spoštujemo, cenimo, smo hvaležni, obenem pa, tudi če ne zgradimo v Sloveniji v naslednjih 5 letih nobene cerkve, pa pogledajte si, koliko cerkva se je zgradilo v letih med 1890 pa 1900. Takrat se nam veliko gradilo. Danes namreč ne bomo gradili. Kaj pa bomo počeli? Cerkev bomo gradili s svojim pričevanjem. Usposabljali se bomo za pričevanje. Da bo naše življenje postalo živo, da bomo pričevali o svojem srečanju z Bogom, kajti vera nekoč je bila drugačna, kot bo jutri. Prihajamo v čas dejansko osebne vere. In pri prenovi se to že dolgo časa govori, ampak ni se pa še to čisto razlezlo med vse vernike.
Včasih so bili verniki iz zelo dobre, plemenite tradicije in tradicijo spoštujemo, cenimo, gojimo. Preprosto nekdo, ki je vstopil v tradicijo, je postal veren s tem vstopom. Danes to ne zadošča več. Še vedno imamo tradicijo, jo ohranjamo, ampak je treba tudi zelo globok oseben pristop, osebna odločitev. In to se dogaja zdaj. Na teh seminarjih, pri poučevanjih, pri molitvi in pri pričevanjih. Ko postajamo od Boga obdarjeni pričevalci, seme in kvas. Tisti, ki ste bili danes pri maši, jaz sem bil v Sedmih, za Bežigradom, smo slišali pri Evangeliju ali pa prebrali tisto priliko Jezusovo o gorčičnem semenu in o kvasu. V Evangeliju pa Jezus potem svoje učence, ki so gorčično seme, ki so kvas, pošlje po vsem svetu, da oznanjajo, da pričujejo. In to je naše poslanstvo. Ko bomo pričevali o svojem srečanju s Bogom, kako je Bog potrkal na moja vrata, kako je vstopil in kako je zdaj preprosto z menoj, takrat bomo znali povedati življenjem, ne toliko z besedami, da je Bog glavni, ki vodi moje življenje. Tisti, ki me usmerja. Da Bog ni moj tekmec, s katerim bi se moral boriti, kdo bo koga. Da Bog ni moj suženj, ki bi mu jaz ukazoval, pa mu naročal, kaj se mora narediti. Da Bog tudi ni samo moj gospodar, pred katerim moram trepetati in se bati, da ne bo kaj udaril, ki me bo spet ujel. Bog je tisti glavni v mojem življenju. Zaradi Boga živim in k Bogu živim. In potem bomo znali pričevati tudi o večnem življenju. Ljudje smo pozabili, da je tudi večno življenje. Vse bi radi imeli tukaj in zdaj, ostale pa pozabljamo. Kristjani bomo pričevali tudi o tem, zakaj nas je Bog ustvaril. Za bivanje v njegovem večnem kraljestvu, občestvu z njim, v stiku, pogovoru z njim. Zato se zdaj učimo pogovarjati z molitvijo, z Bogom, da bomo potem lahko vso večnost kramljali z njim. Bo zmeraj kaj novega v tem pogovoru, kot že sveti Imonski v 2. stoletju po Kristusu. In tako življenje z Bogom bo postalo živ klic, vabilo tudi za tisto množico ali površnih kristjanov, ali pa tistih, ki so bili nekoč kristjani, ali pa tistih, ki nikoli še niso bili kristjani in bodo postali. Ne zato, ker bi jih mi na način kakšne sekte silili, ampak ker bodo videli v našem življenju nekaj tako lepega. Ker bodo na obličju našega življenja videli tisto srečo in veselje, ki si jo bodo želeli še sami. In bodo prišli vprašati, odkot pa ti, kako pa to, da si tak. In bodo lahko potem srečali Kristusa prek nas. Lepota našega krščanskega življenja bo največji argument za tiste, ki bodo postali goreči, resni, osebno globoko verni kristjani. In to bo sad Nove Milkošti. To bo tista prenovljena cerkev, za katero so nekoč že trdrali isto molitev, pridi Sveti Duh, prenovi obličje cerkve, pošli svojega duha in prenovljeni bo moj prenovi boš obličje cerkve. To bo to prenovljeno obličje cerkve, ki vedno raste in vedno drugačna. Bodimo Bogu hvaležni, da nas je poklical v ta trenutek. Ta na videz težak trenutek in zahteven trenutek, ampak dal nam je to poslanstvo. Poslanstvo, da z lepoto krščanskega življenja, ki smo ga bili deležni tudi pri tem izlitu Svetega Duha, da nosimo Kristusa v svet. Da bo Kristus prek nas potrkal na srca
naših bližnjih, naših sosedov in da bo lahko potem na osnovi tega osebnega izkustva srečanja marsikateri Slovenec ali pa tudi ne Slovenec, Ljubljančan, pa tudi od drugod srečal in vzljubil Kristusa in zaživel novo življenje kot vernik z osebno poglobljeno vero. Bodimo Bogu hvaležni, ker ti da nam novo moč, da se spoprijemamo s težavami tega časa, da se odzivamo na tiste skušnjave, ki se nam bodo vpletle v življenje v naslednjih tednih in odgovorimo Gospodu z zaupanjem in veseljem in s hvaležnostjo, da smo lahko res njegovi, hvaležnostjo, da je vstopil naše življenje in da nas spremlja, da bi lahko potem res tudi mi druge pripeljali do njega. Tej hvaležnosti nadaljujemo nocojšnji večer. Hvala vam.